S kitkom v svet pravljic. Radio Sora v vaši družbi v današnjem torkovem popoldnevu in tudi danes se bomo s kitkom potopili v svet pravljic. Danes nam bo Bernarda Potočnik iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala ljudsko pravljico Pri babici Zimi. Nekoč je živela vdova, ki je imela 2 hčerki. Prva je bila dobra in delavna, druga pa neprijazna in lena. Vseeno je imela drugo veliko raje, saj je bila njena prva hči, prva pa samo pastorka, ki je morala vse postoriti in ubogati mačeho. Vsak dan je uboga deklica morala sedeti ob vodnjaku in presti volno, da so ji prsti krvaveli. Zgodilo se je, da je bilo vreteno zatem povsem krvavo. Deklica se je sklonila v vodnjak, da bi ga oprala. Tedaj se ji je izmuznilo iz rok in padlo v vodo. Pastorka je zajokala in šla k mačehi, da se ji potoži. Toda mačeha jo je osorno zavrnila. Če ti je vreteno padlo v vodnjak, ga pojdi iskat. Deklica se je vrnila k vodnjaku, se sklonila nadenj in padla van. Padala je dolgo, dolgo, dolgo. Predramila se je na čudovitem travniku, na katerem je raslo na tisoče cvetlic. Šla je po njem in prišla do peči, ki je bila polna kruha. Zaslišala je glas. Vzemi kruh, vzemi vsega, da se ne zažge. Deklica je z loparjem pobrala ves kruh iz peči. Najbrž pridejo polno ljudje, je pomislila in šla dalje. Prišla je do jablane, polne zrelih sadežev. Otresi, otresi, jabolka so že zrela, je zaslišala. Otresla je drevo in jabolka so se usula na tla, vsa, do zadnjega. Prišli bodo lačni otroci, pa bodo imeli kaj jesti, je pomislila in šla naprej. Prišla je do majhne hiše. Na pragu je stala starka, ki je imela velike dolge zobe, da se je deklica ustrašila in hotela zbežati. Česa se bojiš, ljubo dete? Ostani pri meni, pomagala mi boš in dobro se ti bo godilo, jo je žena povabila k sebi. Deklica se je opogumila in šla k starki. Samo pernico boš rahljala, da bo perje frčalo po zraku. Takrat bo na zemljo snežilo. Jaz sem namreč babica Zima, ji je še rekla. Res se deklici ni godilo nič hudega. Z babico sta se dobro razumeli in na zemljo je lepo snežilo. Toda nekega dne reče dekle. Šla bi domov, k svojim. Babica Zima se je strinjala. Prav je, da greš domov, ker si mi tako dobro služila, ti bom pomagala na poti nazaj. Ko je deklica stopila skozi vrata, se je nanjo usul obilen zlat dež. Čez in čez je bila pokrita z njim. To je zdaj tvoje, ker si bila tako marljiva, je rekla starka in deklici dala še vreteno, ki je padlo v vodnjak. Zatem so se vrata zaprla in deklica se je znašla ob vodnjaku. Mačeha in polsestra sta jo lepo sprejeli, saj se je vrnila prekrita z zlatom. Povedala jima je zgodbo o starki Zimi. Zdaj se je materi zahotelo še več bogastva, zato je svojo hčer postavila k vodnjaku s kolovratom. Dekle se je zbodlo v prst in okrvavelo vreteno, ga vrglo v vodnjak in se pognalo za njim. Tako kot pastorka se je tudi hči znašla na lepem travniku in na to pri peči. Vzemi ven kruh, da se ne zažge, je slišala. Zamahnila je z roko. Samo roke bi si umazala. In šla je naprej. Pri jablani je zaslišala. Otresi, otresi, jabolka so že zrela. Odkimala je. Kaj še, da mi kakšno pade na glavo? In je šla naprej do starke Zime. Prvi dan je otresala pernico in mislila na zlato, ki ga bo dobila. Drugi dan se ji že ni več ljubilo. Tretjega pa sploh ni vstala iz postelje. In tako 4., 5. dne. Dokler se babica Zima ni naveličala in jo poslala domov. Ko je dekle odprlo vrata, se je nanjo namesto zlata zlil kotel, poln smole. To je plačilo za tvoje delo, je rekla babica Zima in zaprla vrata. Tako se je hči vrnila domov vsa smolnata. Še zdaj se lene hčere drži smola.
Mi pa imamo vse manj snega, ker ni nikogar, ki bi stresal pernico pri babici zimi.